Drage gledalke, spoštovani gledalci, pozdravljeni v novem letu, v novem zelenem kovti. Želim vam, da, tako kot pravi en pregovor, da dihate s polnimi pljuči. Ampak jaz bi dodala še, da dihate s čistimi pljuči. O tem pa, kako je to, da se dih lahko po 25 minutah v določeni sobi poglobi, vam bova pa razložila z mojo današnjo gostjo. To je gospa Mojca Lipič, pozdravljeni. Pozdravljeni. Ki ima sobo, v kateri si človek odpočije in še veliko več. Kako se je ta zgodba pravzaprav začela? Vi ste univerzitetna diplomirana zgodovinarka in potem so se stvari obrnile čisto drugače. Ja, v bistvu je splet okoliščin nanesel, da sem namesto svojega poklica zgodovinarke začela upravljati poklic urejanja nohtov, ker pač ni bilo drugega dela. In iz salona, ki je takrat nastal pred 6 nekako pol leti, je se začelo potem dalje zgodba razvijati in lansko leto smo odprli himalajsko solno sobo v Murski Soboti. To je edina takšna soba v Murski Soboti. Ja. Od kod vam inspiracija? Ker dejansko je veliko pozitivnih učinkov, ampak kako ste vi prišli do tega? Jaz sem o teh stvareh slišala že vrsto let prej, že od svojih prijateljic, ki so takrat razlagale, da vozijo v Maribor takrat še otroke svoje, ker so pač imeli probleme na tem področju. Potem pa je v bistvu prišlo do tega, da sem sama dobila hčerko in smo imeli tisti klasični problem. Začetek vrtca nekje na sredini zime. Posledično pa potem smrkanje, kihanje, kašljanje cel čas, nekje do poletja skoraj. In sem v bistvu iskala opcijo, na kak način otroku pomagati na naravni način, da ni potrebno nekaj vnašati v njega, nenaravnega, ne. In tako se je v bistvu potem porodila, ker pa v salonu pač je bil še prostor prosti, ne, se je porodila ideja o nastanku himalajske solne sobe. Ampak kot zgodovinarka nam lahko poveste tudi zgodbo o tem, kako je to sploh nastajalo? V bistvu so sam pozitivni učinek teh sob odkrili že v času druge svetovne vojne, lahko rečem, kajti takrat so se v Rusiji ljudje zatekali med bombardiranjem v te solne jame, naravne solne jame. In na podlagi tega so po študijah ugotovili, da so določeni ljudje pač enostavno bolj zdravi kot recimo drugi, ne. In ko so ugotovili, zakaj, se je dejansko izkazalo to, da je bilo zaradi nahajanja v teh solnih jamah v tem času. Kakšen učinek ima vse to na naša dihala? Jaz moram reči, da sem dejansko čutila, samo 25 minut sem bila noter, kako se mi je dih poglobil in kako sem lahko zajela sapo globje. Dobesedno tako, ja. V bistvu učinek ima tako, da sol prihaja notri v vse dihalne poti, tudi v tiste najmanjše mini zadeve in jih enostavno prečisti, oziroma lahko rečemo tudi, da jih dezinficira, dobesedno. In na ta način potem tudi lahko lažje zadihamo, globje zadihamo in tudi enostavno boljše se človek počuti, ne. Kako pa deluje ta solna soba? Mislim, to sej na slikah boste videli, ampak jaz vas vabim, da si to pridete pogledat, ker je dosegljivo. Solna soba je v bistvu kot tak soba, v kateri se kot prvo pač nahaja sol. Mi smo postavili stene iz zidakov himalajske soli. Po tleh smo posuli grobo mleto himalajsko sol, s katero tudi se recimo lahko otroci igrajo kot v enem velikem peskovniku. Najbolj pomembna stvar je pa aparat, halogenerator, v kateri vpihuje v ta prostor fino mleto medicinsko sol. In ta fino mleta medicinska sol v prostoru, potem v zraku, je tista, ki nam potem prečiščuje naše dihalne poti. Notri pa je še v sobi en dodatni aparat, ki pa tudi meri to sol v zraku, koncentracijo soli, tako da res lahko rečemo, da je ta terapija cel čas kontrolirana. In da dejansko so optimalne koncentracije. Ja. Kdaj pa lahko starši pripeljejo otroka? Kdaj je otrok dovolj velik, bi se lahko temu reklo, da pride v to sobo? Mi nekako priporočamo od 1 leta naprej, čeprav moram priznati, da so pripeljali tudi že mlajše, vendar v tem primeru potem jaz povem, oziroma pač nekako prosim starše, da se ne obrnejo na svoje pediatre, da se ne pozanimajo, v kolikor pač pediatri dovolijo, potem je tudi nam okej, da pridejo.
Mogoče se tudi da manjša koncentracija soli v tem primeru v zrak, tudi mogoče krajši čas, ampak gre že, ker v bistvu to je naravna zadeva. To je nekako podobno, kot če bi šli na morje. Oziroma celo je nekako pokazano, da ena taka terapija pri nas je nekako 3 dni morja. Včasih je bilo res v navadi, da so otroke, ki so bili bolehni, bronhitični, da so jih peljali v kolonijo, da so bili na morju. Zdaj pa je nekako to zelo priporočljivo, da se počne po zimi, da se človek ukrepi, posebej otroci, ki so izpostavljeni. Vsekakor. Sploh, če pride do nekega akutnega stanja, prehlad, kihanje, smrkanje, te zadeve se lahko res zelo hitro rešijo pri nas v solni sobi, vkolikor se pač reagira dovolj hitro, da se ne čaka. Ni pa možnosti slučajno, da bi prišel zdrav otrok in se tam okužil z nekom, ki je na začetku viroze, pa ga je mama pripeljala, da bi se pozdravil. V bistvu toliko soli, kot je notri v prostoru, je že sama po sebi dezinfekcijsko vpliva na celotno okolje. Dodatno potem so tukaj zelo veliki aparati za prečiščevanje samega zraka, da skroži v bistvu to po sobi notri in tudi imamo dovolj časa vedno med eno in pa naslednjo stranko, da se pač ta zrak resnično prečisti, popolnoma sprazni. Kar se pa tiče igračk, recimo, ki so notri v sami solni sobi namenjene otrokom, te pa konstantno po vsaki uporabi dezinficiramo, očistimo, tako da ne bi smelo prihajati. Tako da tudi nikoli ni tako, da bi na primer več ljudi združili v to sobo, tako kot na primer v savno, ko prideš, da ne poznaš ljudi. To je dejansko, jaz temu pravim čas, ki je namenjen družini, ki pride pač notri v to sobo in se potem tudi lahko maksimalno posvetijo drug drugemu. Tisti kvalitetni čas, ki ga mogoče doma nimamo, tukaj v tej sobi notri pa dejansko naredijo 2 dobri stvari, to, da si vzamejo čas drug za drugega, plus da naredijo nekaj še za zdravje. Kakšna pa je kapaciteta, tako da če bi hoteli še dedka in babico pripeljati s sabo? Lahko. Lahko. V bistvu imamo 3 ležalnike, ki so namenjeni odraslim osebam in pa nekako od 3 do 5 otrok se lahko še notri nahaja, zato ker imamo en taki otroški kotiček, kjer se lahko igrajo. Tudi so ponavadi kar najrajši na kolenih, pa v pesku, mislim, v tej naši soli notri, prevažajo po tovornjaku sem in tja, tako da tudi igračke svoje si lahko zraven pripeljajo, če imajo željo. Vse. Zakaj pa je himalajska sol tako dobra? Tako vemo, da zadnje čase oziroma zadnjih nekaj let se tudi zelo popularizira v prehrani. Zakaj je tako posebna? Posebna je predvsem verjetno zaradi tega, ker enostavno je ohranjena notri v rudnikih že tisoče in tisoče let in v teh rudnikih enostavno ne prihaja ta onesnaženost, ki je danes pač prisotna v svetu, do soli. Pomeni, da je popolnoma neonesnažena, tako kot je pač nastala pred tisoč in tisoč let, tudi danes še. Meni osebno je pa tudi pri srcu to, da ima prisotnost teh naravnih barv. Tudi to je bila tista pika na i, ko smo se mi odločali, zakaj himalajsko sobo narediti solno, zakaj ne klasično. Je bilo tisto, ker se nismo več rabili ukvarjati potem z dodajanjem nekih dodatnih barv v sobo, ampak je že sama po sebi, bom rekla, tista pravlična magičnost nastala iz tele. Ja, res je, lahko potrdim, da nobena dekoracija ni potrebna, les in ta sol in je to popolnoma dovolj. Kaj bi priporočali, na primer, kolikrat se lahko pride oziroma je priporočljivo, da se pride, da se človek nekako obvaruje, da si dvigne imunski sistem? Kakšne so priporočila? Zdaj, taka splošna priporočila, ki so nastala na podlagi teh raziskav, ki so jih delali v solnih sobah, so študije pokazale, da nekje od 10 terapij naprej je v bistvu že en dolgoročnejši učinek na človeka. Pomeni, da ima en dolgoročnejšo zaščito, bom rekla, v sebi notri. To je recimo pri ljudeh, ko si želijo ustvariti splošni dvig splošnega imunskega sistema. Medtem, ko pa recimo, če pride do prehlada, je včasih dovolj že mogoče 2-3 obiski, da se ljudje enostavno prečistijo, da se spustijo ti nosni kanali, da se lahko resnično zadiha. Je pa res odvisno od samega tega zdravstvenega stanja človeka, v kakšnem stanju pride k nam, ker recimo bolezni, ki se že dalj časa vlečejo, pri teh boleznih je čisto logično, da je potrebno potem mogoče malo več obiskov, da sam človek ugotovi že, da mu je pač mogoče vseeno malo boljše. To so predvsem bolezni, ne vem, bronhitisi, razni tudi astmatiki hodijo k nam, ki nam pač tudi zdaj v tem zimskem času megle razlagajo, da jim je dosti boljše, dosti lažje zadihajo dejansko.
So kakšne omejitve, da ljudje z določeno kronično boleznijo ali diagnozo, da za njih ni priporočljivo, da pridejo? Bolniki, ki so preboleli rakavo obolenja, pri teh je treba previdno paziti. Se nekako sploh v prvih letih po bolezni odsvetuje. Je pa to spet tako, najrajši jaz v takem primeru vidim, da se posvetujejo s svojim osebnim zdravnikom. Tudi na splošno se lahko ljudje posvetujejo z svojimi osebnimi zdravniki glede teh obiskov pri nas, če so pač v dvomih, ker je to vseeno naravna zadeva, to ne pomeni, da če pridejo k nam, da bodo odstranili svoje tablete, niti približno. Tudi tega mi ne spodbujamo in ne priporočamo, zato ker to je dejansko samo kot pomagalo, da se ljudje mogoče hitreje pozdravijo pri določenih bolezenskih stanjih. Rezultati so pa dobri, zdravniki na nek način podpirajo to, posebej pediatri? Ja, pediatri moram priznati, da so kar na naši strani, ker dejansko je to lažja oblika mogoče kot ene inhalacije, ki jih otroci mogoče nočejo pri teh sodelovati zraven, ne. Tako da jih kar spodbujajo, ja. Skratka, zelo koristna informacija v tem novem letu, tako da imate tudi darilne bone za rojstni dan in jaz sem razmišljala o tem, da namesto, da otroke povabite v nakupovalni center in jim kupujete nezdravo hrano za praznovanje rojstnega dne, a je to možno, na primer manjša družba, da otroci grejo za rojstni dan v solno sobo? Tudi. Smo že imeli skupinice res mamic, ki so se enostavno odločile, ki so pač tudi klicale, da njih bo malo več, če zdaj nas to ne je motilo, nikakor, da bi nas motilo, če je njim okej, je tudi potem nam okej. Skratka, mislim, da je to kar vabljiva ideja za bolj zdravo preživljanje oziroma praznovanje rojstnih dnevov. Dotakniva se še področja, kot so zaščita rok oziroma nega rok, ki se je razvila tudi na podlagi vašega hobija urejanja nohtov. Tako je, ja. V bistvu v salonu ponujamo tudi urejanje kože preko parafinskih tretmajev. To je zdaj recimo v tem zimskem času zelo zaželeno pri ljudeh oziroma osebah, ki imajo probleme, ko jim živo pokajo koža recimo na rokah, ko imajo rdečico v tem mrzlih dnevih, ne. Se lahko pride k nam, se da en peeling na roke, potem dobijo eno dodatno masko in pa na koncu še roke potopijo v parafin tekoči in tako nekako počakajo nekje pol ure vsaj, da se jim to lepo not vpije in imajo zelo prirojeno kožo na koncu. Ja, saj dejansko za roke smo lahko hvaležni. Ja. Je še kaj takega, kar bi želeli povedati našim gledalcem, da bi imeli še kakšen razlog za obisk lakirnice? Mogoče še ena ponudba z naše strani je ta, da v zadnjem času tudi izvajamo podaljševanje trepalnic. To je predvsem mogoče zelo zanimiva zadeva vsem, ki jim ni do tega, da bi se vsak dan morale recimo ženske nanašati maskaro na trepalnice. To potem se dodajo te umetne trepalnice in enostavno vsako jutro, ko se zbudiš, si top in lahko greš takoj skozi vrata. In tudi ni stranskih učinkov, zato ker maskara velikokrat povzroča kakšno iritacijo na očeh. Ja, tukaj pa res ni, ker v bistvu ta lepila, ki jih uporabljamo, so dokaj vsa že v smeri protialergijska, tako da do zdaj skoraj ne morem reči, da sem imela nekakšne večje, bom rekla, stranske učinke. Dragi gledalci, vedno znova odkrivamo, kakšno bogastvo imamo v Murski Soboti, kaj vse si lahko, če tako rečem, privoščimo. In še eno tako vprašanje je, ker vsi vemo, kako je himalajska sol draga. Kakšna je bila to investicija v to himalajsko sobo? Sej je, ne, pol kile himalajske soli je 5 evrov skoraj. Ja, tako je. Investicija je bila, če odkrito priznam, na ponudbe, ki smo jih dobili, pa potem delali primerjavo, za katero bi se odločili, je bila dejansko med najvišjimi tistimi pač ponudbami, ki smo se odločili. Tako da v bistvu je potrebno kar potem nekaj časa delati, da se ta investicija potem tudi vrne nazaj. Ampak glede na vse pozitivne izkušnje, ki smo jih dobili za strani strank, tudi ko pridejo in poročajo, da že po eni terapiji z otrokom prespijo noč in da so pač resnično hvaležni, da so to odkrili, je potem to tisto, kar ti v bistvu daje in pa vrača nazaj pač tisto investicijo začetniško, ko si jo mogoče mogo malo bolj pogoltniti, zadihati, pa potem si upati, po domače povedano. Dragi gledalci, vsaka
dobra investicija se obrestuje in jaz vam želim, da v tem novem letu še naprej investiramo vsi skupaj vase. To pomeni, da skrbimo za svoje zdravje in da si vzamemo čas za dobre stvari, se pocertamo s tem, kar nam koristi in tako bomo šli naprej vsakih 14 dni kot do sedaj. Gospa Mojca, najlepše hvala za vaš obisk. Hvala vam. Dragi gledalci, srečno in zdravo čez 14 dni.